Pa glede privatizacije in vse postale zelo, ki je pa zelo podobna temu, kot je študentska organizacija na zadnji tiskovni konferenci rekla dobrodošla v predavalnici. Danes smo dobili odpoved v zvezi z najemom, zaradi tega, ker opozarjamo na nepravilnosti na Univerzi v Mariboru. Hkrati so pa dobili dejansko to že pol leta nazaj, odgovorili na to stvar, samo od sodišča so dobili kasneje. Je šlo spet za eno izmed velikih manipulacij. Tehnike, ki se vedno poslužujejo, je primite to. To pomeni vedno preusmeritev pozornosti na neko drugo področje. 25. januarja definitivno nismo prejeli dobenega dokumenta, s tem nismo prejeli to prejšnji torek 9. Ne, samo ni. Ja, točno. Pred 15 dnevi smo prejeli to iz sodišče in nikoli prej. Je pa res, da smo slišali govorice zadnje, ampak to, ko se govori, dokaj nimaš na papirju, da je dejansko pač strah, ki so imaš v sebi, strah te je, da se bo to zgodilo, ampak ko je papir, je pa prišel do 15 dnevi. Tako da nismo vedeli, da smo prvi. Pač bi seveda takoj reagirali, da tudi smo, ko smo dobili papirje na mizo. Vsak, ki pa to področje pozna, podjetje Gaudeamus in pa poslovanje, glede na to, da ni bilo najemnine, glede na to, da tisti, ki so bili v štuku poznajo, se vsi sprašujemo, kako je možno, da podjetje Gaudeamus ima $500 000 zgube ob plačanem programu iz strani študentske organizacije, ob najemninah, ki so jih bili dolžni plačevati dejansko študentska društva, ki so organizirale prireditve. To meni naša društva, ki so organizirale obrocovanje fakultet, so bile dolžne plačevati najemnine za prostore, ki jih je univerza oddala brezplačno. Jaz bi sam vprašal, koliko je študentska organizacija v zadnjih letih namenjena za dokapitalizacijo Gaudeamusa, to je bilo tu rečeno dostikrat, ne zdaj koliko na različnosti. Zdaj sicer konkretno številk nimam, vem pa, da vsaj ne povejo tisti, ki govorijo o teh stvareh na univerzi polne informacije. Nekaj dokapitalizacije je bilo je nekaj let, ko so bile skupaj, ne povejo pa tega, da so bila tudi druga leta, ko je bil dobiček. In dobiček, ki je bil ustvarjen, ga ni študentska organizacija imala ven, pač pa ga je kot dokapitalizacijo posvila v društvi in zaradi tega tudi ni pa šlo do takega oškodovanja premoženja, kot govorimo o univerzi. Bom visoko rekel, če bom na začetku 10, da do teh 10 s dokapitalizacijami iz dobička povečamo na 100, pa se je potem zgodilo teoretično 50 zgube in še vedno premoženje osnovno ni oškodovanje. Bom pa iskren, je pa v zadnjih 3 letih vse država tudi nekaj osnovno, ampak deleč od tega, kar pravimo na univerzi, nimamo konkretno še vse. In pa z vsemi jutra povedal, ali kasneje. Jaz mislim, da je številka skupna univerzitetni strani tista je pravilna, po drugi strani pa mislim, da je bilo okrog 300 000 € dobička na pozitivni strani, ki se kompenzira samo. Še zakonite rezerve, ki so na nekaj način rezerve.